Nekaj me je grlo draži. Zdravo. Moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. To luč prisežem, da imam že 4 leta, po mojem. In še vedno je ne znam najboljše uporabljati, če se mi zdi, da imam tak... Po dolgih letih YouTubea bi si mislil, da bi že to znala uporabljati, tako da prisežem, bom mogla začeti se učiti, kako to uporabljati. Da je lepo, ker imam feeling, da nima veze. Danes imam glavnem za vas en meni zelo zanimiv video, vedno tudi, ko sem nazadnje naredila o tem, se mi zdi, da je bilo kar engagementa, ne v smislu dejansko ogledov pa tega, ampak pač ne vem, in na Instagramu potem in na YouTubeu nasplošno ste dosti pisali o tem mi, v privatna sporočila pa tudi na maile, ste me spraševali o tem. Zdaj, celi apartment tour, torej pač, ko sem vam pokazala stanovanje, sem naredila enkrat v decembru. Tale video bo linka nekje od spodaj, moče bo se tukaj zgoraj kaj ob strani predvajalo, kjer lahko vidite dejansko, kakva je bila postavitev stanovanja predtem. In kopalnica in kuhna sta še vedno pač identični, teda tega vam ne bom še enkrat kazala. In isto tam, kjer spiva, pač je isto, kot je bilo. Spremenila so pa v bistvu dnevni prostor, torej imala bistveno večjo mizo, pač pisalno, ta working station, ki... Sem ga naredila zdaj, kljub temu, da je v bistvu konec tega zooma in vsega. Ampak pač jaz zdaj, ko bom imela tale moj gap year, bi res rada začela delati na kar nekaj zadevah. Nočem preveč govoriti o tem, ker pol, ne, you know. Ker nazadnje, ko sem imela gap year, sem bila full produktivna, pred 4 leti, I think. V glavnem, nima veze. Torej ja, pač prenovila sva si dnevno, kjer imamo zdaj televizijo in tale prostor. Dodala sem 2 novi pametni napravi. Eno sem dala domov, to je bila žarnica dvokolinka, ker pač nimam tukaj nobene take žarnice, kjer bi jo lahko zamenjala in sem pač dala domov mojima staršema, v bistvu bolj mojemu atu, zaradi tega, ker on ima tudi Apple-a. Vokolink deluje tudi z Androidi, da ne bo pomote, ampak moja mama ni tak spretna s tem, bi rekli temu lahko, medtem ko pač moja ata je, tako da sem dala njemu in ja, ima zdaj to. Ok, torej tak zgleda zdaj na novo stanovanje. Torej, tukaj imamo kavč, ki je še nas star od doma, ko smo še v bloku živeli z mojimi starši, da to je staro po mojem 20 let skoraj, ali pa pač ajde 15. Tukaj je tale mizica najna, v Ikea pa mislim za 20 €. Spodaj že lahko vidite, da imamo te lučke, ta je tudi Vokolink LED strip, ki pač deluje preko smart home, mislim preko Apple HomeKita in pa pač tudi načeloma z Androidi pa to in deluje na komande in vse. Tukaj imamo potem torej Apple TV, ki v bistvu kontrolira celotno najino pameten dom. TV, ki so ga kupila in pa pač tam imamo ono pečičko, ker pač res ni placa kam drugam dati. In ja, tak je potem v bistvu pogled na najino pisarnico. So, I don't know, tell me how you think it looks. Glavnem, tukaj imamo potem, moja noga, torej moje knjige, noter so ti Hot Wheels avtki, tam je Xbox od Fanta, ta je tu pečička, vaga, tam spodaj imamo take košare, ki imamo neke stvari noter, in pa ja, TV. Ok, in pol smo v bistvu pri tem delu, torej, ogledalo, kjer bo že prej sicer tukaj, ampak pač, jaz sem ga malo počisla, neco se. Ampak tu spodaj imam, ker sedim na tem in se pač make-up delam. Je pa v bistvu yoga mat, ampak pač ga ne uporabljam za yoga, ker clearly no space. Glavnem, ja, to imam potem ogledalo in potem tukaj imava tale predalnik. V predalniku imamo pač najna oblačila. Tale je moj, potem je od Fanta, moj in potem svet od Lukeja. Pričujem, da sem ogledalo prej počisla in gleda, da ga nisem najboljš počisla. Glavnem, tukaj gor imamo potem parfume, sončna očala, tu noter imam jaz ključe, pa nek pašček za uro od Fanta, pa tudi on ima drugače noter ključe. To je novi AirTag, ki vam ga v vlogu pač pokažem.
so cool. In potem sem včasih tu kakšne gumice, pa kako masko, pa še ključe, zaradi tega, ker če vse maske zgubiva, da imaš vseeno tukaj. Drugač pa jih pač menjavamo konstantno itek zaradi šihta. Ja, in pa moja gumica. Tukaj ni nič pametnega, ampak sem vam sem hotela pokazati, da pač imam novo omaro. Sem hotela pokazati pač, da imam novo omaro. Very nice. Hodila sem sicer belo, ampak niso imeli in pa me fant pripričal, da zajeva črno. Don't know how I feel about that, but you know. Torej, v bistvu spremenila se je bolj, ko ne sem ta del, pa pač tisto, kaj sem vam itek prej pokazala. Tu imam vodo. Tako da, tole omaro sem imela prej nekaj druge in v bistvu sem imela samo za knjige, ampak zdaj pač nimam več večinoma knjig tukaj gor, ampak imam bolj, ko ne sem... Tu imam v bistvu za make-up, ki sem ga prej imela pri ogledalu, ampak sem pač tak, no, can't do that no more. In pa zdaj si prenašam iti tam do ogledala. To je bolj kot eno novo tukaj, spodaj imam pa pač luč za snemanje, ker prej sem imela postavljeno, pač čist realno. Nisem niti približno dovolj čisla, snemala. In pač potem tukaj je tale moj del. V bistvu uporabljam kar tudi oba, pa še tudi fanta. Tako da ja, to je potem v bistvu moj del. Moj računalnik, pač zaslon. Tukaj imamo skupaj printer, tale oni mood light, jaz temu rečem, ampak to je ona, ne vem, kako se temu v bistvu reče, solna lučka, I don't know. Wi-Fi, mikrofon za ASMR in pač voiceover, kakorkoli. Tukaj imam printer za enkrat. Da pa tukaj pol planiram, če bova še taki čas tukaj, da bi pač te nalepkice, mogoče si tu naredila pač prostor, ker je ga pač še kar nekaj, a ne. Tukaj je torej moja miza in pol je približno, ne vem sploh, kaj bi rekla, 1 meter, malo manj prostora. Teda ja, tu imamo neke kulje, od fanta slušalke, GBL zvočnik, pač najne rastline. To je v bistvu vse, kar ste že prej videli. To je od fanta računalnik, to vam ne bom preveč kazala. In pa tukaj je njegov MacBook Air. To ima pa nekaj nizozemščino. Tako da ja, tako izgleda pol tale in temu rečemo pisarna. Ja, v bistvu smo si s hrbti skupaj, teda smo si dokaj blizu, ampak imamo pač ful prostora, kar se tega tiče. Teda to čudovito. Pametne naprave, ki boste jih videli, je tule spodaj ena. In tam zadaj druga. To so v bistvu oboje sta Vocalink Smart Pluga, ki imata oba po 4 priključke. In vam bom pokazala v bistvu, kako to deluje. In potem tukaj na podu je ena izmed najpomembnejših stvari, ki sem jo zdaj dala ful tak v ek, teda moram dati malo bolj na sredino. In to je Vocalinkov čistilec zraka. Zdaj, kot vidite, imam kao dober zrak in pa pač je kar vlažno, pač 60%, nekje mislim, da je idealno med 30 in 60 in pa kao 22 stopinj. Nastavnega imam na avto, daš pa tukaj pač več različnih nastavitev. In pa ja, ta je v bistvu kar velik, pač čist realno je to kar ogromna zadeva. Full fine, zato je, ker pač čisti se zrak, torej teda vam v bistvu počisti vam neprijetne vonjave, prah, pač vse te zadeve. In je full fine. Imamo ga večino časa vklopljenega, oziroma zdaj sem prav nastavila, da več ni često dan vklopljen. Ampak ja, vam povedala malo o njem, je pa dansko full cool tu ob strani. Ima filtre. V bistvu se to da vse sam odpreti. Se sploh ne vem, če lahko odprem, ko je pač prižgan. Ampak to je v bistvu magnetno in se vse samo odpre, čakajte. Tako da ja, v bistvu sem ga tukaj pač potegnete stran. Tako. In je pol tu noter filter. Se ne vem, koliko je že kaj umazan, načelno piše, da je ok, ne vem, koliko je pametno se filtra dotikati. Ampak ja, tole je ta, pol je v bistvu to zapret. Je pa to v bistvu... naredjeno magnet, da se v bistvu magnetno nazaj prime in pa isti filter je na obeh straneh in filter lahko tako tudi ven vzamete, pač tukaj je potem jeziček, ki ga v bistvu pač se potegne, a ne, in je to potem filter. Ne vem, če je to zdaj v bistvu za čistiti pametno, ampak ja,
Teda ja, to je pol filterček. Prah. Teda ja, v bistvu ga imam nekaj časa in je že kar nekaj praha pobral. Če vidite, to je zdaj prah, ki ga je pobral. Tako da dejansko delam ful presenetljivo dobro. Tako da ja, sicer ga imam ponovadi tak nekje na sredini sobe, sploh če ne hodiva okoli, da pač nisem tam, da res čim to boljše prečisti in pač dejansko pobira ful praha, ker prej sem imela dejansko težave s prahom, zdaj pa pač je res ful boljše, nisem si mislila. Še vedno je prah, še vedno imam težave s prahom, ampak je pač 10krat boljše. Tu sem vam kazala vse, pa nisem pokazala kamere. Tole je nadzorna kamera, tale torej od Vocolinka, če da vam jo pokažem. Da se obesi tudi kontra, da se jo obračati, glavnem vse živo vam bom posnela, točno kaj vse se da narediti. Je ful cool. Ja, zadaj resetiraš, glava se vrti, glavnem, ja. Torej, dodala sem tale čistilec zraka, ki je po mojem ena izmed najboljših zadev, ki jih imam. Torej, najbolj pomembno, mislim najbolj, kaj meni šlo na živce v teh stanovanju, je prah. Pač, ne vem zakaj, ampak v naši hiši doma nimamo nikoli težave s prahom, pa če sem mogla prah brisati, mama mi je govorila, da ga moram brisati enkrat na teden, pa ko sem ga brisala, ga skor ni bilo, tako da sem ga včasih že tako malo bolj bogo brisala, ampak okej. V glavnem, medtem ko je pač v tem stanovanju in v prejšnjem se je pač prah nabral v roku 2 dneh in ga je bilo toliko, da pač sem jaz bila samo tak VTF, zračim stanovanje, sicer ta je res garsonjera, teda ni ne vem koliko zdaj prepiha, ampak včasih tudi vrata odprem, da se pač malo prepiha. Imela sem ventilator in vse in pač prah se je nabiral, oh my god, in pač ne vem od časa, že dansko razmišljam, da bom investirala v ono suho krtačenje, ker pač don't know, če se jaz tak luščim. V glavnem, to mi je pač bil največji problem, ker jaz sem res pričela, da se sala vsaka 2 dni in je bilo vedno isto. Tako da, to mi je bilo ključno in pač, ko so me z Vocolinka dejansko spet kontaktirali, ker mi smo sodelovali po mojem pred 1 letom glih, in so mi rekli pač, da imajo to na novo in pač, če mi pošljajo, sem jaz bila tak, oh my god, pač moja mami je dobesedno naročila mi čistilec zraka, ko je meni Vocolink pisal in smo onega pač scancelali, pač insane. V glavnem sem dobila tega Vocolinka in sem ga testirala in zdaj ne bom vam lagala, še vedno je prah, ampak ga je bistveno manj, še vedno se nabere, še vedno me gre na živce. Še ena prednost, ki jo jaz vidim v tem Vocolinku, je predvsem za smrad, ki se pač dogaja, ko kuhaš. Jaz imam napo, teda pač normalno vse vleče ven, ampak vseeno pač ena hrana ful zasmrdi, kakšne ribe, kaj takega. In pač odkar imamo mi da ta Vocolink, vsakič, ko prijem domov, ni nobenih vonjav, pač nobenih, ne smrdi nič. Razen, če dejansko pustiva veni neko posodo, to pač zasmrdi, ampak pač jaz sem bila so impressed. Ali pa recimo, če bi zračili, pa bi, ne vem, sosedi, ko je pač zima ful kurli, pa bi noter se navlekel ta dim oziroma ta smrad po dimu. Ali pa se veste, kak je, ko si v bloku doma, vsako kuha se pač navleče, sploh, če vrata na dobro tesnijo, pač nama vrata sej tesnijo, sam honestly po zimi pač čutiš prepih skozi vrata, da v bistvu vse noter pride. Ne vem, kaj ljudje delajo, ampak včasih v bloku tako smrdi, pač meni to ne. To je moja največji pet peeve blokov, da pač vsakeč, ko prijem na hodnik, me je strah, kako bo smrdelo, ker jaz imam ful občutljiv nos in pač, ko nekaj smrdi, jaz ne morem. Teda pač tale mi res ful pomaga. Imate avtomatsko nastavitev, ker v bistvu pač on sam zazna, ko je slabi zrak in začne čistiti. In imate potem tudi, da sami torej kontrolirate, da lahko date močnejši ventilator na njihovi aplikaciji od Vocolinka. Aha, to sem hotela reči, ja. Ko sem ga vstavljala v ta Apple Home, a ne, aha, zdaj imam kamero odprto. Glavno, ko sem ga vstavljala tale Apple Home, je vse vrejo delalo, ful super, ampak imaš ful več nastavitev v njihovi Vocolink aplikaciji, ki jaz načeloma ne uporabljam zdaj toliko spet, ampak če rabim kakšne take zadeve ga. V njihovi aplikaciji pa tudi v HomeKitu si lahko ti nastaviš neke komande, torej recimo da ko zadnji zapusti hišo oziroma pač zadnji, ki si deli tale home, recimo jaz pa moj fant, ko zadnji gre, da se recimo vgasnejo neke zadeve ali pa da se ob 3:30 recimo pržge, da pač preden pridem domov, da pač prečisti zrak ali pa kaj tajega. Druga nova zadeva, ki je še niste videli, pa je njihova pametna kamera.
In kljub temu, da je to stanovanje ful malo in verjetno si bi marsikdo mislil pač, Vanessa, zakaj rabiš kamero, a veš, pač živi s fantom, WTF. Ja, imava kamero za po stanovanju in pač lahko vidiš dejansko celo stanovanje. Nimava to zato, ker drugemu ne zaupava. Ampak imava kamero že zaradi tega, ker pač spet Vocalink mi je dejansko to ponudil. In takoj, ko so meni ponudili, sem jaz bila tak, ja, itak, zaradi tega, ker jaz sem imela prej ful težave z lastniki. Sem imela od tega, da so mi hodili po stanovanju, do tega, da pač so bili smeti od ljudi, pač druga sploh ne znam reči. In ta lastnik, kjer so zdaj, tudi zelo vredo človek, pač sploh ni dvoma, mislim, ne mislim, da on hodi po stanovanju, nikoli tega nisem mislila, kakorkoli, ampak vseeno sem malo bolj pomirjena, pač, da imam kamero, ker pač zdaj vse imam in me nikoli ne rabi biti strah, da bo nekdo hodil po mojem stanovanju, brez da bi jaz to vedela. Itak, zaradi teh true crime-ov sem jaz malo paranoična in pač, če imaš kamero, lahko nastaviš, da tudi snema, pač posnetke, če zazna premik. Torej, če pač tebe ni doma in nekdo pride, bi ga začel snemati. Dejansko znajo tudi prepoznati obraze. Vam pokazala zaradi tega, ker to je povezano s telefonom in pač Apple in te pametne naprave prepoznajo človeške obraze in ti lahko recimo poimenuješ, če greste tam v galeriji, imate prav opcijo People in vam bo najdlo ljudi, ki pač jih je AI pač prepoznal in jih potem ti lahko preimenuješ. In pač jaz sem sebe preimenovala pač Vanessa, oziroma sem pač vezala na sebe, kar pomeni, da če zdaj sem to izklopila, ker pač vsakič, ko zazna pol osebo snema in ne rabim, ampak sem dnes to testirala in dejansko, če jaz živim pred kamero, oziroma če sem jaz nekaj blizu in kamera mene zazna, napiše spodaj kao Vanessa, kao še. Bom pokazala, ker je noro dejansko, teda tudi to lahko naredite. Kamera je ful kulska, ker se lahko za 360 obrne v aplikaciji in se dejansko sama rotira. Ko sem jo povezala, se začela rotirati in jaz sem bila toliko presenečena, ker nisem vedela, da ona to zmore. Lahko daš tudi na strop gor in pač potem okoli snema, kar je ponavadi pač boljše, ampak mi dva nisva želela na strop montirati, ker imamo zdaj pač tukaj na polički in pač tam bo ostala. Spodaj vam bom tudi linkala video prav od Vocalinka in od pač prejšnjih naprav. In mi povejte, oziroma, če vas karkoli zanima o tem, mi napišete spodaj vprašanja, pa bom naredila naknaden video, kjer bi se odgovarjam na njih, pa vam lahko kaj pokažem, ampak pač ne vem, kaj bi vi želeli videti in nočem vas preveč obremenjevati s nekimi specifikami, oziroma, ja. Teda mi dajte napisati, to pa je tudi v bistvu to. Pa napišite mi, kako se vam zdi ta postavitev, ker pač je ful mali prostor in je ful ogromno stvari noter, kar pač ni glih po mojem okusu, da je tako natišano, ampak je pač mali prostor in res sva veliko časa tukaj in sva pač hotela izkoristiti po najboljših močeh. Teda pač ja, zdaj je, kak je. Zdaj, vse te naprave, ki sem jih pokazala, oziroma Vocalink na splošno lahko kupite prek Amazona, spodaj vam bom linkala njihovo originalno stran, pa pač v Sloveniji lahko kupite v iStylu. Ampak, ko sem šla gledat, pač iStyle nima vseh zadev, ki jih imam jaz. Oni imajo, mislim, da sam tak te pametne vtičnice, pa to, pa mislim, da je ta LED strip. Pač glede na to, da imajo Vocalink, po mojem lahko tudi dobijo te druge stvari, ki jih imam jaz, načrtov. Vam bom linkala vse od spodaj. Če vam bi ta video všeč, kaj lajkajte, ne pozabite se naročiti, followajte me na Instagramu, pa followajte Vocalink, oziroma pač idite jih preveriti, če vas kaj zanima, napišite spodaj. To vam mislim, da je tudi to. Adijo!